Jesen je čas, ko se veselimo sadov svojega dela. Pridelki so pospravljeni. V sodih brbota sladki mošt, Na vogalu zadiši po pečenem kostanju. obiramo pa tudi sadove političnih prizadevanj. Znani raziskovalec manj znane slovenske zgodovine Roman Leljak se je zato odpravil v Arhiv Slovenije gledat sadove anonimizacije arhivskih gradiv. Sej veste, gre za tisto občutljivo arhivsko gradivo, ki ga je bilo skladno z novelo zakona o anonimizaciji potrebno anonimizirati, da bi bilo raziskovalcem bolj dostopno. Moj klobuk ima tri luknje ima moj klobuk. Če bi ne imel tri luknje, bi ne bil to moj klobuk. Optimistične napovedi so se potrdile. Roman Leljak s pridobitvijo gradiv, ki po anonimizaciji izgledajo takole, ni imel nobenih težav. Se pa seveda boji, da to, kar počne, ni več raziskovanje, temveč delo na črno. Na drugem listu je bila anonimizacija manj dosledna, zato lahko na njem preberemo. Ves obtok denarja na okrožni Ozni na Primorskem ni šel skozi redno blagajno. Oddelek je imel namreč dve blagajni. Eno je vodila tovarišica Vera za denar, ki ga je prejemala iz Ozne za Slovenijo, drugo blagajno pa je vodil sam Erno. Preostalo besedilo je počrnjeno, saj gre brez dvoma za občutljive osebne podatke, ki javnosti ne smejo zanimati. Čisto mogoče je, da piše kaj o tem, kako je tovarišica Vera zaradi rokovanja z umazanim denarjem staknila grižo, ali pa o tem, da je tovariša Erna bolel križ, kar se mu zaradi marksističnega svetovnega nazora pravzaprav ne bi smelo zgoditi. Prav lahko pa bi bila zadeva še bolj spotakljiva in zapis denimo govori o tem, kako so potekali denarni tokovi Ozne, kadar je imela tovarišica Vera menstruacijo, ali pa je tovariš Erno ravno bil bitko s sramnimi ušmi. Ta klobuk nosil je že moj oče in pa ded. Ta klobuk nosil je že moj oče in pa ded. Že omenjeni znani raziskovalec manj znane slovenske zgodovine Roman Leljak pa je očitno prav nespodobno radoveden. Ljudmilo Novak, ki mu je spomladi zagotavljala, da bodo gradiva po uveljavitvi arhivske novele bolj dostopna, Leljak zato sprašuje, če mu lahko svetuje kakšno kemijsko raztopino, ki bi pripomogla k večji čitljivosti dokumenta. Po nam znanih podatkih mu Novakova še ni odgovorila. Izrazila pa je zadovoljstvo, da so arhivi končno v celoti dostopni, tako kot je bila napovedala, hkrati pa ne kvarijo ljudi s pohujšljivimi vsebinami. Moj klobuk ima tri luknje ima moj klobuk. Če bi ne imel tri luknje, bi ne bil to moj klobuk. Nažalost pa z novelo zakona ni bilo mogoče odpraviti vsega pohujšanja. Nekateri dokumenti, kot denimo tale, ki ga je oktobra 1942 spisal Edvard Kardelj, že precej časa krožijo v javnosti. Kot vidite, na njem piše: tiste, ki se bodo uporno borili, postreljajte, duhovne vse postreljajte, prav tako oficirje, intelektualce in tako dalje, ter zlasti tudi kulake in kulaške sinove. Že na prvi pogled je očitno, da je to, kar piše, bolano. To pa pomeni, da bi bilo treba tudi ta očitni dokaz zblojenosti anonimizirati ter tako zaščititi Kardeljevo integriteto. Podobnih primerov je še veliko, a ni vrag, da ne bi poskrbeli tudi zanje. Uroš Grelc, ki je kot minister za kulturo poskrbel za novelo o arhivih, sicer ni več na položaju, tako da vse upe polagamo v njegovo naslednico Julijano Bizjak Mlakar. Če bi ne imel tri luknje, bi ne bil to moj klobuk.
V javnosti pa smo zaznali govorice, da ni izključena niti delna počrnitev, hočem reči, anonimizacija bivšega ministra. Mal po stran nosim ga.